To je moja muzika. Nika Črnoga-Mihelič, pozdravljena v oddaji To je moja muzika. Velik del vašega raziskovanja namenjate položaju mladih. Pogosto slišimo, da je generacija Z nezainteresirana, celo lenobna, po drugi strani pa odrašča v času stanovanjske krize, negotovih zaposlitev, umetne inteligence, vojn in vse višjih življenjskih stroškov. Kaj pomeni pojem razpad družbene pogodbe in zakaj vaša generacija vse bolj dvomi v to, da vsak lahko uspe, če se potrudi? Se mi zdi, da družbena pogodba v bistvu zelo širok pojem, ampak jaz ga v tem specifičnem kontekstu dojemam kot neko pogodbo, se pravi posameznik da nekaj svojih pravic in živi v dogovoru z drugimi v zameno za to, da dobi tudi sam neke bonitete strani širše družbe, nekako medsebojni dogovor, torej ne bom zdaj izkoriščal vseh svojih svoboščin, ki bi negativno vplivali na druge, in v zameno bom jaz dobil pač neke bonitete strani družbe. Zdaj pa se mi zdi, da se v naši generaciji dogaja to, da mi teh bonitet družbenih ne dobivamo več v taki meri, kot so jih dobivali recimo naši starši v tistih v narekovaji zlatih letih. Torej, ni več samoumevno, da si ti lahko z izobrazbo in v redu službo kupi stanovanje. Ni več samoumevno, da ne bo vojne, čez 5 let tudi na naših tleh. Ni več samoumevno, da ti pač diploma garantira v redu službo. Ni več samoumevno, da imaš dostop do zobozdravnika, ki je pač javen in da ne rabiš doplačevati. In ni več samoumevno, da recimo to, kar študiramo, da bomo sploh lahko delali, glede na to, da zdaj prihaja umetna inteligenca. In se mi, da naša generacija živi v bistvu v tej neki veliki negotovosti. Ne pravim, da zdaj živimo, sploh ne v Sloveniji, v nekem sistemu, ki totalno razpada, ker nimamo zdravstva, šolstva. Zaenkrat mi veliko storitev imamo in so tudi javne, za kar mislim, da je naša generacija tudi hvaležna. Se pa vidi nek razpad oziroma neke razpoke, ki pa ne vemo čist, kako jih rešiti, oziroma ljudje, ki so za to odgovorni, ne prevzamejo odgovornosti. Zato se mi zdi, da je naša generacija v tem smislu nekoliko jezna na politike, zato se mi, da so se tudi začeli odvijati razni protesti, številne iniciative, da vsaj pač spodbudijo diskurs v to smer. Medtem, ko pa recimo pri nekem delu generacije pa lahko opazimo, da so ratali apatični, oziroma da so tako, sej tako se nič ne da narediti, lahko se pač umaknemo. Tako da se mi, da živimo pač tu znotraj naše generacije zelo heterogena. Nekateri, ki so zelo politično aktivni, na levi, desni strani, sredinski, ni nujno, da si, v neki politični stranki. Lahko si v nevladni organizaciji za okolje, za LGBT, zelo različne so lahko pač te neki načini udejstvovanja, potem imamo pa pač tudi del generacije, ki jih to ne zanima oziroma bolj gledajo na to, kako sebe rešiti in dobiti čim več bonitet, zato da si zagotovijo neko v redu službo, kar se mi zdi tudi fair. Mislim, nikogar ne moramo obsojati, če pač gleda samo na to, kako si pa zase zagotovil. Kdo menite, da to najbolj obsoja? Mogoče starejše generacije, pa tle nočem delati nekega tega generacijskega prepada, ampak se mi zdi, da starejše generacije so bile vzgojene, pač že zaradi zgodovinskega konteksta v nekem tem kolektivnem duhu. Naša generacija pa je dejansko odraščala v sistemu, ker je ta kolektivni duh že mal pojenja. Se mi zdi, da vse od gospodarske krize naprej so se ljudje pač predvsem, začeli boriti zase, kako bojo sami prišli do nekih priložnosti, kako bojo sami zase uredili zadeve. Tudi ni več mogoče tega prostovoljstva ali pa kolektivnega duha, v smislu, da pomagaš sosedu, sošolcom. Že čisto na neki mikroravni so opaz, recimo, nekateri na faksu nočejo deliti zapiskov, zato da pa sami dobijo višje ocene, da potem dobijo boljše možnosti. To je tak banalen primer, samo to se dogaja tudi na drugih področjih, ki so pa pač malo bolj relevantna in se mi da tudi ni več. Mislim, to zdaj malo posplošuje, samo včasih so res verjeli v skupnost, da jim lahko, pomagajo sosedi, da jim lahko
pomagajo v foli, predvsem si veliko bolj ta mentaliteta, da si zdaj bolj kot ne za vse sam. Sistem ti je tako opora, ti pa nič zares ne zagotavlja. Če jaz prav razumem, ste vi generacija Gen Z, jaz sem milenika. Kaj bi rekli, da so tiste bistvene razlike med nami? Ja, mislim, jaz bi rekla, da ni spet tako ogromna razlika. Ok, mi smo mogoče malo bolj digitalni domorodci. Vem, da so bile še takrat 2-3 leta nazaj, je bila šokantna novica, da vsi hočemo biti influencerji, vplivneži, da nam ni mar za hierarhije, da nočemo več klasičnih delovnih mest. Ali pa recimo OnlyFans je bil tudi neka taka tema, kjer so se vsi zgražali, ampak se mi, da je pač naša generacija iskala neke rešitve v kontekstu, v katerem smo pač pristali, ne. Se mi pa zdi, da ima mogoče malo drugačen pogled na življenje, tudi zaradi tega individualizma, ne samo pač v Sloveniji, ampak mogoče v kakšnih zahodnih državah, pa v Ameriki je to še malo bolj izrazito. Ne bi pa zdaj rekla, da smo v nekem full generacijskem pripadu. Ok, mogoče malo drugačno muziko poslušamo, zanimive so nam, ne vem, druge fore, drugi filmi, ne bi pa zdaj rekla, da so neke ekstremne razlike, no. Kaj to drugače razmišljate? Drugače razmišljamo, mogoče se mi so milenici še malo bolj naklonjeni tem res tradicionalnim hierarhijam, mogoče malo bolj verjamejo v to, da lahko z neko uradno izobrazbo dobiš neko pozicijo pripravljeni, mislim, da so pripravljeni tolerirati slabši od nas recimo v službah, da so bolj še pod tem vplivom v narekovajih, medtem ko je Gen Z, tudi sama opažam pač prek delovnih mest, na katerih sem bila, se hitrejš mogoče upremo, povemo, da je kaj nesmiselno, da bi lahko kaj naredili drugače, bolj učinkovito, z drugimi orodji in v nekaterih okoljih je to ful dobro sprejeto, v nekaterih pa malo manj, no. Katera stiska se vam zdi študentov danes najbolj spregledana oziroma morda, da je javnost ne razume dovolj dobro? Se mi zdi, da v bistvu javnost in politika ves čas govorite recimo o najemninah in prebivališčih, ampak pa saj so neke rešitve, recimo zdaj so višji dodatki, govori se o grajenju novih študentskih domov, ampak to gre zelo počas, pač mi imamo težave zdaj, ne. Tako da najemnine se mi res zdijo nek glaven problem, če pač nisi iz Ljubljane oziroma okolice. Pozablja se pa tudi neka ta splošna negotovost in nezadovoljstvo v družbi, predvsem mogoče tudi varnostna situacija, ki izkoriščajo neka bolj populistična gibanja, populistična društva, ker pač država oziroma pač odgovorni ne odgovorijo dosti hitro na stiske in težave, se potem vedno nekdo pojavi, ki je tako, ne vem, migranti so krivi, LGBT so krivi, ker imajo preveč pravic. Tako take stvari se mi zdi, da bi jih mogli malo bolj javno nasloviti, ker tudi naša generacija na koncu pač pobere ta diskurs, če ne dobi pravočasno odgovor od drugje. Zdi se mi mogoče tudi, da bi se mogli dejansko več pogovarjati o prehrani in zdravi prehrani. Sistem bonov je sicer pač soliden, je pa zelo vprašljivo, kakšna hrana se ponuja in katera podjetja dobijo največ subvencij. Mi smo se takrat zelo zavzemali, da bi bilo to bolj v obliki javnih kuhinj, kjer ne bi bilo v bistvu privat interesov, ampak bi bil interes predvsem po neki normalni ceni, zdravo hrano, nahraniti študente, ker če že ves čas govorimo o neki zdravem načinu prehranjevanja oziroma tej mantri zdravega življenja, bi mogla tudi pač država pa neki konkretno narediti na tem, ker pa si vsi ne morejo privoščiti, ne vem, kuhati v lastni kuhinji ali pa pač hoditi v restauracije na tržnico, pač to ni realnost, ki jo živijo študenti, no. Greva k glasbi za trenutek. Prosila sem vas, da izberete 3 skladbe, ki imajo za vas poseben pomen. Katera je prva, ki jo bomo slišali in zakaj? Meni je zelo všeč taka poletni tugov komad, mi je Murphy, Prijateljčki. Predvsem zato, ker me spominja na bolj srednješolska leta, ko sta bila Murphy in Meter pri nas res hit. Ampak sem se odločila za ta komad, no. Ne za Zonzi. Ja, čeprav to je bila pa moja druga izbira. Okay. To je moja muska.
Nika Črnoga Mihelič, veliko raziskujete dogajanje na družbenih omrežjih. Eden od pojavov, ki je v zadnjih letih precej odmeven, je trend Threadwife. Na prvi pogled deluje precej nedolžno, vi pa opozarjate, da ima tudi širše družbene in politične razsežnosti. Kaj pravzaprav predstavlja? Slovenski prevod je tradicionalna žena? Ja, čeprav mislim, da še nimamo najboljšega prevoda tega koncepta. Sicer se mi je zadnje čase kar veliko raziskovalcev, pač tako v Sloveniji kot mednarodno, da so se že začeli ukvarjati s temi trendi in da so jih že začeli dojemati bolj resno. Se pravi, Threadwife v bistvu lahko bi prevedali kot tradicionalne žene. To so večinoma, ne pa vse, neke mlade ženske. Lahko imajo zelo veliko število sledilcev, ki potem jih animirajo z vsebinami, ki spominjajo predvsem na neke aktivnosti tradicionalne žene, ki so bile 60, 70, 80 ali pa še prej. In v bistvu snemajo, kako doma pečejo kruh, kako same pripravljajo mandljevo mleko. Zdaj, to so lahko zelo različne vsebine, lahko so tudi nekatere malo bolj politične, torej namiguje, za katere stranke je treba voliti, katere vrednote so pravilne, katere so napačne. Lahko kažejo samo svoje outfite tistega tedna, lahko kažejo, kako se igrajo z otroci. Tudi vsebine so lahko zelo različne, ker ne gre zdaj za homogeno skupino. Gre pa definitivno za nek trend, ki je bil v porastu, predvsem v času covida in še zdaj je. In je pač zelo lepo, gre z roko v roki s to retradicionalizacijo. To se je razvilo predvsem v času covida, ampak smo bili takrat vsi tako, se je to pomenilo, to je sam še eden izmed trendov. Ampak če pogledamo cel ta kontekst retradicionalizacije družbe, tudi nekih neokonservativnih gibanj, premika v desnico, celo skrajno desnico, pa ta problem mogoče rata malo bolj resen, ker zelo normalizira diskurs. Pač jaz mislim, vsaj neko moje mnenje in moje opažanje je to, da pač je ta vsebina učinkovita predvsem zato, ker je zapakirana v neke privlačne, neškodljive vsebine, ima pa pač v bistvu vse neko konotacijo, ki je lahko problematična. Kako naj prepoznamo, recimo, da to ni zgolj kot preš TikTok, kako lepo nekdo kuha pa pospravlja, pa kako prepoznamo, da je zadaj nekaj več? Ja, v bistvu je vsebina ravno zato učinkovita, ker zelo težko prepoznamo. Če smo pač nek navaden, v narekovaju, uporabnik, ki pač scrolla po TikToku, zelo težko na prvi pogled ločiš, kaj je politična vsebina in kaj ni. Zato pa je ravno to učinkovita. Ker jaz mislim, da pač najboljši politični vplivneži, mnenjski voditelji so tisti, za katere ne vemo, da to so. Se pravi, pripravijo vsebino na zelo subtilen način, torej ti pokažeš malo svojega lifestyla, torej kako kuhaš, kako pereš obleke, kako peleš otroka v vrtec, zraven poveš o svojem mnenju o neki specifični temi in potem pač mi to gledamo, lahko se strinjamo, lahko se ne strinjamo, ampak ni nujno, da bomo mi to takoj povezali, da je zadnji, politična stranka ali pa nek drug interes in scrollamo naprej in je to za nas samo kot ena izmed vsebin. Ni nujno, da je vedno zadnji neki, če bi to trdila, bi tudi sama bila verjetno v neki teoriji zarote. Meni se zdi čist legitimno, da se neka ženska pač odloči, da bo doma, da bo živela življenje tradicionalne žene. Kar pa zamerim Threadwife vplivnicam je to, da ne povejo, kaj je zadaj oziroma kakšno ekonomsko odvisnost lahko prinese pač ta način življenja in dejansko posledično tudi ujetost. Se mi da tega trenda v Sloveniji ni še, vsaj zaenkrat, ker je tudi, v Jugoslaviji so vse ženske delale, ni bilo normalno, da kdo ne bi delal, ker je pač trg potreboval delovno silo. In mi da tle te mentalitete ni, je pa zelo opazna, Poljska, Nemčija, Amerika, tudi UK. Se mi zdi, da so bolj v porastu te Threadwife vplivnice. Kot sem pa rekla, ni nujno, da je to zdaj pet nazadnje neka politična stranka, nek političen interes, lahko pa tudi je. Se mi zdi, da moramo bolj opozarjati res na to, kaj pomeni, da si ti od nekoga ekonomsko
žensko odvisen, ker pa tudi v bistvu te večje trade wife vplivnice, ki so popularne, so ponavadi bogate, prihajajo iz premožnih družin, je njihov partner tudi zelo premožen in tudi, da si one lahko kupijo vso to drago opremo za snemanje, da imajo dejansko čas delati, ne vem, mandljevo mleko od začetka pa do konca. To v bistvu se nakazuje na to, tudi ko pogledamo, kakšno hišo imajo, kakšne obleke imajo, da so to večinoma znamke. To nakazuje, da so to osebe z nekim močnim ekonomskim kapitalom, pogosto tudi s kulturnim in pa socialnim. Si zelo težje predstavljam, oziroma si predstavljam življenje ženske z nižjega ekonomskega razreda, ki pa je prisiljena upravljati to vlogo tradicionalne žene, ali pa mogoče v državah, kjer ni normalno, da ženska dela, kjer je normalno, da je ženska odvisna, ne vem, od partnerja, tako da meni se, da so to čist različni konteksti, ki jih res ne smemo mešati. Je ta podoba danes privlačnejša za mlade ženske kot recimo pred 10 leti? Zanimivo je, da je bilo dobrih 10 let nazaj je bil glih kontratrend in je bil ta girl boss trend. Torej, ja, mi smo šefice, moramo imeti visoke pozicije, moramo imeti dobre plače in takrat se je to delilo za nas, sicer takrat dosti mlajša, sem pa že bila na družbenih omrežjih, tako da sem zaznala ta trend in po moje, če bi te videe pokazali takrat, bi nam bilo veliko bolj čuden, kot zdaj, no. Jaz sem pač navajena vedno kot sociologinja pač gledati nek širši kontekst, kar sem že večkrat omenila in v tem kontekstu se mi zdi, da ratejo te vsebine privlačne, ne. Se pravi, ja, itak, ne vem, nimamo toliko dobrih plač, imamo toliko dobrih služb, hkrati se od žensk pričakuje in da imajo otroke in da delajo za polni delovni čas in da še vedno statistike kažejo, da večino skrbstvenega dela gospodinjskega dela opravijo ženske in potem se zdi mogoče kakšni res tako, zakaj pa ne bi bila, ne vem, sam doma in bila tradicionalna žena, se njihov life ne zgleda tako slab, medtem ko sem tle zdaj dvojno, trojno obremenjena, pa še vedno ne živim življenja, ki bi ga lahko, ne. Se mi je treba vedno pri teh trendih vse to vzeti v obzir, pa tudi pač te statistike, ki kažejo, da se tudi ene statistike oziroma raziskave kažejo, da se prav celotna skupina mladih obrača v desno, nekatere raziskave kažejo, da so to predvsem moški, pa da se ženske v bistvu obračajo bolj liberalno, tako da zaenkrat se mi zdi, da moramo še malo počakati, je pa trend definitivno, da se mladi obračajo bolj proti konservativnim vrednotam, k čemu razpadajo tudi te tradicionalne spolne vloge, no. Tudi v Sloveniji se je že pokazali, da nekateri mladi si želijo bolj tradicionalnih vlog nazaj, kar je mogoče lahko tudi povezano s to negotovostjo, ki jo živimo. Pa vendar, zakaj ta preskok od šefic do tradicionalnih žena? Ja, to je ful v bistvu zanimivo vprašanje, na katerega nimam zares odgovora. Takrat se mi zdi, da je bilo nekako še ta generacija verjela, veliko je bilo tudi kampanj na temo opolnomočenja žensk, kar je seveda pohvalno, tudi takrat smo naredili velike pač premike, da so ženske na višjih pozicijah, da so sprejete pač na visokih pozicijah v politiki, v gospodarstvu. Definitivno so ogromno dela na tem področju in so pa tudi, ne vem, mlajše ženske dobile nek vzor, neko motivacijo, da tudi same pač probajo priti do nekih pozicij oziroma da se pozicionirajo bolj, kot bi se lahko, ne vem, 10-15 let nazaj. Torej pač družba je bila odprta za to, da ženska pač res postane, kar si želi, tudi če nekaj najbolj stereotipno žensko. Potem pa se mi zdi, da je celoten ta kontekst nekih razočaranj, vedno večje ekonomske neenakosti, upadanja demokracije v nekaterih državah. Se mi je vse te okoliščine skupaj so nekako privedle do tega, da mladi iščejo za sebe tudi neke druge rešitve oziroma da iščejo druge možnosti, nekateri se pač s tem namenom obračajo tudi pač proti preteklosti, ker je pa tudi včasih se mi malo idealizirana ta podoba, kako so živeli včasih in ne pomislimo, včasih je bil drug kontekst, pač popolnoma druge okoliščine. Tako da ne vem pa, kaj bo naprej. Ne vem, če se bo ta trend še nadaljeval
Ne vem, kako se bojo obrnili mladi, ker zdaj pa spet neke druge raziskave kažejo, vsaj ameriške, da so mladi ugotovili, da mogoče ta stališča in ta popoln neoliberalni obrat, da jim ne ustreza kaj preveč in se vedno bolj obračajo tudi mogoče v te bolj leve socialistične miselnosti, torej pač tam ni normalno, da imaš ti javno zdravstvo, javno šolstvo, zdaj so pa videli, da mogoče bi bilo pa to dobro metno, kar tam ni bilo glih normalno, kot recimo v Sloveniji. Jaz si predstavljam, da bi našo generacijo, pa tudi kakšno pred nami, zelo močen šok, če bi kdaj privatizirali recimo šole in bi mogli dati neke ogromne zneske. Jaz vem, ne vem, nazadnje smo se pogovarjali z eno kolegico v UK, ki je pač povedala, da plačuje kar veliko šolnino za svoj študij, kar je bilo nam čisto nenavadno. Pa se tudi tle se plača recimo pač davki, ne, to je vsem pač denar, ki se uporabi namensko za študij, niso pa to vrtoglavi zneski. Torej, če si, mislim, skoraj vsak si tle lahko prvo študij, zdaj tle je pol spet malo odvisno, z kakšne družine si, ampak načeloma tle je omogočeno, ne, se pravi, torej, da imaš neko izobrazbo in tako naprej. Dotaknili sva se žensk na družabnih omrežjih, bova se tudi malce moških, še prej pa glasbena pauza. Kaj je druga skladba, ki ste jo izbrali in zakaj? Izbrala sem skladbo Time to Pretend, MGMT, ker se mi zdi, da je zelo dobro povzame resne neke dileme, resna družbena vprašanja, družbeno relevantno vprašanje na tak satiričen način. In se mi zdi, da se tudi naša generacija vedno bolj tudi odgovarja na vse te negotovosti z neko satiro, mimi, ironijo in se mi zdi, da tako mat lepo povzame. To je to naša situacija. To je moja muska. Nika Črnoga Mihelič, govorili sva o vplivnicah, kaj pa moški vplivniki, kot je Andrew Tate ali pa Claviculae, ne vem, če ste seznanjeni z njim. Jaz sem bila kar presenečena, ko mi je mlajša generacija to pokazala. Zakaj imajo tak vpliv na mlade moške? Gre za moč algoritmov ali dejansko recimo nagovarjata neko resnično družbeno stisko mladih moških? Vsak vplivnež, ki je uspešen, ki ima uglede, ni samo dosti, da producira neke trende in viralne vsebine, nekaj vedno mora biti resnica, ne? Torej vzame neko stisko, ki jo lahko imajo mladi, recimo negotovost, predvsem se mi da in tudi Tate nagovarja o moških to, da niso dovolj, da morajo biti, ne vem, bolj mišičasti, da morajo biti lepši, da morajo biti bolj agresivni, da morajo imeti več denarja kot ženske, ne. Se pravi, vzame to neko negotovost, ki mogoče mlade moške v tem času dejansko skrbi in potem pač obrača retoriko in je pri tem v bistvu zelo uspešen, torej je uspel nagovoriti nek segment mladih. Se mi zdi pa zanimivo, da se ga bolj ne problematizira, no. V bistvu zdi se mi šokantno, dobro, sej nekaj je, da se ga pač obsoja pa napiše par člankov, ampak da ni neke bolj resne aktivnosti oziroma angažmaja, da bi se zaustavili tako retoriko oziroma da bi vsaj šli z neko protikampanjo proti takem diskurzu, me pa je malo presenetilo, no. Se mi pa zdi, da moramo vzeti skrajno resno vse te trende in vse te vplivneže, zato ker izpostavljajo neke delčke problemov, samo pač jih nagovarjajo na nek drug način, ne ponuja resnih, konkretnih, dolgoročnih rešitev, ponuja pač neke kratkotrajne rešitve, neke kratkotrajne slogane, ki so pač všečni in ne rešujejo pa nobenih problemov, no. Tako da jaz zelo rada spremljam vplivneže in razne te iniciative, tudi če se ne strinjam z njimi, zato ker se mi zdi, da kažejo probleme v družbi, ki dejansko obstajajo, samo pač naslovijo in obravnavajo jih pa pač na način, ki se meni zdi primeren. Če danes 17-letnik nekaj dni zapored gleda video o fitnessu ali osebni disciplini, kako hitro ga lahko algoritem pripelje do bistveno bolj ideoloških vsebin? Ja, zdaj zanimiva je bila, mislim, da je lani šla raziskava, ki je naredila ta Dublinska univerza, da tudi če ne googlamo oziroma ne brskamo specifično za nekimi skrajnimi vsebinami, bomo na njih naleteli v roku 23 minut. Vsaj na Instagramu in pa na
YouTubeu. Kar je pa v bistvu kar problematično. Sicer res vsem mislim, tle ni zdaj kriva platforma, da bi nam to servirala za nalašč, ker pač platforma gleda na svoj profit in te vsebine očitno se gledajo, ker v nas nekaj nagovarjajo in mi pač gledamo te vsebine, na njih reagiramo, imamo veliko interakcij, se pokažejo potem tudi ostalim, tako da tle se mi zdi, da gre pač za nek interes platforme, da te vsebine potiska naprej, ki je pač specifično kapitalističen oziroma pač finančen. Gre pa to ogromno korist nekim skupinam, ki se pa pač zauzemajo za neka ta stališča. No. Ali so danes večji problem lažne informacije ali zelo dobro zapakirana resnična sporočila, ki manipulirajo s čustvi? Jaz bi rekla, da oboje. Se mi je to drugo opcijo, se pravi resnično sporočila, ki manipulirajo s čustvi, še veliko težje narediti, mora biti zelo, zelo, zelo premišljena. Tako da se mi zdijo zato tudi večji problem, ker jih težje prepoznamo, da so problematična, težje se obesimo na neko neresnico oziroma na neko izjavo, zato jih pač tudi težje nekako argumentirano zavrnemo, razen da recimo rečemo, da so populistična. So pa ja problem pač tudi dezinformacije in razne kampanje s temi globokimi ponaredki, to je pač neko čisto novo področje, ki se odpira, ki si ga po mojem sploh ne predstavljamo. Še kakšen problem bo to postal čez čas. Tako da mi da je oboje je nekak problem, pa tudi mogoče res bi rabili več delati vsaj v Sloveniji na medijski pismenosti. Saj zadnje čase so bile tudi kampanje na to temo, tudi financirane, ampak mogoče bi to res mogli dati že, ne vem, v šolski sistem, ker če napreduje medij, če napreduje tehnologija, moramo tudi pač mi vedeti, kaj se pravzaprav dogaja v ozadju. Okay, v magistrski nalogi analizirate komunikacijske strategije političnih podmladkov slovenskih strank. Ali se danes politične stranke od vplivnežev učijo bolj kot obratno? Ja, se mi zdi, da gre politiki trenutno kar na roko, da so družbena omrežja tako v porastu. Tudi nedavna študija z Oxforda je v bistvu ugotovila, da se tudi starejši vse bolj informirajo prek družbenih omrežjih, kar v bistvu pomeni, da ti nimaš nekega urednika, nikogar, ki bi bil zares odgovoren za to vsebino, nimaš nikogar, ki bi zares režiral tvoje posnetke, razen tvojega pač PR-ovca sebe in pač te ekipe, ki je okoli. In ti lahko zelo različne vsebine, ki so pač te všeč, objaviš ob točno tistem času, ki te odgovarja, lahko odgovarjaš na kritike, lahko podaš svoje sporočilo za javnost v obliki videa in prideš hitrejš do ljudi, tako da mislim, da se dejansko politika uči od vplivnežev. Se je tudi ena avtorica Bishop, je v bistvu 2024-2025 napisala članek Influencer Creep, ki v bistvu govori o tem, kako tudi umetniški vplivneži in vse vrste vplivnežev povzemajo v bistvu taktike teh prvih, teh klasičnih komercialnih vplivnežev, ne? Kar lahko prenesemo tudi na to, da tudi, ne vem, politiki, kulturniki prevzemajo te taktike, tako da to se meni zdi čist nek, ne bi rekla naraven proces, ampak nekaj, kar se dogaja. No. Bomo sploh še imeli soočanja? Ja, verjetno ja. Sam se mi pa zdi, da bojo, če se bojo mogli izbrati, ali bi bili na parih podcastih, streamih z vplivneži, ali pa če bi prišli na RTV na soočenje, bi verjetno zbrali prvo opcijo. A kdaj politik na družabnih omrežjih preneha biti politik in postane vplivnež? To se mi zdi tudi zelo dobro vprašanje. Se mi da dejansko se dogaja to, da politiki na družbenih omrežjih izgubljajo politično vsebino, ker nekako jih platforma sili v to komercializacijo zabavo in politika ni vedno zabavna, ni vedno všečna. Velikokrat moraš sprejeti odločitve, ki delu populacije ne ustrezajo, velikokrat moraš postaviti stvari na realna tla, kar pa pač ni preveč všečno zagledati in klikati. Se mi da je tudi težko biti hkrati, ne vem, politik v državnem zboru, na nekem ministrstvu in hkrati influencer. Na neki točki to deluje, mogoče med kampanjo. Drugače pa te ljudje začnejo
malo po stran gleda, tako se pravi, tam snemaš video, kako igraš nogomet, potem pa v državnem zboru kritiziraš nek zakon. Ne. Tako da se mi da je, kar se opaža tudi v tujini, da so pač vplivneži ločeni od dejanskih političnih predstavnikov, da pač producirajo vsebino, ki jo govori pač ta določen politik, ampak jo govorijo oni v njegovem imenu, no. Ali pa je celo skupina vplivnežev. Kdo je najbolj znan politični vplivnež pri nas ali vplivnica? Zdaj definicija, kdo je politični vplivnež in kdo ni, je široka. V bistvu najširše je to, da nekdo v bistvu nagovarja neko širšo množico ljudi z neko politično ali pa družbeno perečo temo, lahko zato prejema denar, lahko pa ne prejme nič oziroma prejme neke druge bonitete. Zdaj, mogoče na desni strani bi rekli, da je definitivno največja vplivnica Nika Kovač, na levi strani bi verjetno rekli Zala Tomašič, Karin Planinšek, Zala Klopčič, nekateri starejše generacije bi rekla definitivno Borut Pahor. Tako da mislim, da se zdaj teh političnih vplivnežev že kar nabrali. Jaz mislim, da ne smemo pozabiti, da ima Zmago Jelinčič in pa tudi Zoran Stevanović, da ima ta zelo, zelo veliko število sledilcev. Je pa tle bolj luna, jih postavimo v kategorijo politikov, ali jih postavimo v kategorijo vplivnežev, ali jih postavimo v kategorijo nevladnikov. Ne? To se lahko vse zelo meša, no? Bi pa jaz vse te nekako vrstile med najbolj vidne mogoče slovenske vplivneže, tako da jih imamo na vseh straneh. Jeseni odhajate na pripravništvo v Evropski parlament, kjer tudi evropske institucije vse več pozornosti namenjajo komuniciranju na družbenih omrežjih. Kaj nam to pove o tem, kako se spreminja sodobna politika? Meni je bilo v bistvu zelo presenetljivo, da je dejansko Evropski parlament in stranke v Evropskem parlamentu oziroma te njihove politične skupine kot tudi parlament kot institucija, da dejansko že vlaga v komuniciranje z vplivneži, da je to nekaj, v čemer vidijo perspektivo, kako bi lahko svojo vsebino spravili do mladih. Ker so ugotovili, da verjetno te tradicionalni kanali sporočila za javnost, objave v večjih medijih, da ne dosežejo te ciljne skupine na način, kot bi oni želeli doseči. In mislim, da se tudi, če pogledamo kanale Evropskega parlamenta in pa tudi skupin, ki pač delujejo v okviru Evropskega parlamenta, se vidi, da so se njihove vsebine v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih spremenile, veliko več je reelsov, veliko več je pojasnjevanja zakonov prek mladih oziroma tudi političnih vplivnežev, da dejansko obstajajo tako imenovani EU politični vplivneži, ki jih tudi lahko koordinira parlament ali pa pač katera od strank. Tako da to ni več neka tema, ki je tako popularna, to se dejansko že dogaja in očitno so to učinkovito orodje v narekovaju, da so pač pripravljeni v to vložiti tudi pač denar. Če bi lahko srednješolcu dali nasvet glede uporabe TikToka ali Instagrama, kaj bi želeli, da razume o algoritmih, še preden odpre aplikacijo? Fajn je, ko gledamo nek profil, da se vprašamo, kateri interesi so v ozadju in kdo lahko stoji za tem profilom, zaprav, kaj ima osebo od tega, da objav 10 vsebin na točno specifično temo, kaj ima ta oseba od tega, da je na 10 slika s točno specifično pomembno osebo. Tako vprašanje se mi zdijo pomembna, poleg tega, da pač prepoznamo dezinformacije, pa seveda pač kaj je ustvarjeno z umetno inteligenco in kaj ne. Se mi zdi, da se je zelo pomembno vprašati tudi o interesih. Zadnja stvar, 3. skladba. Wet Leg, Chase Long, zelo Gen Z komad. Se mi zdi, da tudi vsebuje ta delček satire in ironije,
se mi zdi zelo dober komad, ker nekako opiše neke stereotipe, ki so v Gen Z generaciji, ampak jih nagovori na tak zelo zabaven, sproščen, satiričen način, pa pol se mi zdi tak radijski, tako da mislim, da je primeren za zaključek te debate. Najlepša hvala za vaš čas in vse dobro, sploh jeseni, ne? Hvala za povabilo. To je moja muska.